dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavskega obzornika. Danes je z nami Sanja Zupančič, magistra psihologije, ki je zaposlena na pediatrični kliniki. Imela pa je tudi delavnice za otroke in mladostnike, izvajala si razna predavanja psihologije za širšo javnost, tako da to se super poveže z našo današnjo tematiko, ki je duševnost in mladostnikov. Torej, kaj je tebe pritegnilo v psihologiji? Si že od nekdaj vedela, da bo to tvoj poklic, ali si se odločila na hitro? Ja, v bistvu že od nekdaj, moram reči, da sem bila rada v družbi ljudi, sem imela rada ljudi. Od nekdaj moram reči, da me je tudi zanimalo ozadje našega delovanja. Zakaj recimo lahko dve osebi v isti situaciji dojemamo ali pa čustvujemo čist različno. Da bi zdaj rekla, da sem od nekdaj vedela, da bom na koncu psihologinja po poklicu, ni čistko. V osnovni šoli sem imela 3 klasične, bom policistka, bom učiteljica. V srednji šoli pa je ta odločitev za psihologijo padla v zadnjem letniku. Predtem sem pa dosti kolebala, študiram medicino, psihologijo. Skratka, vedela sem, da bi želela delati z ljudmi in pomagati, pa mislim, da sem se na koncu prav odločila. Zdaj, že pred začetkom smo se pogovarjali, da si študirala v Mariboru, kar je v bistvu kar zanimivo, ker se mi zdi, da sploh ljudje iz našega konca ali pa iz Breške gimnazije kar nekako rinemo v Ljubljano, ti se pa odločila za Maribor. Mi lahko pišeš, kak je bilo študirati v Mariboru? Ja, v bistvu res, večinoma tako vsi pomislimo najprej na študij v Ljubljani in mene je pot v Maribor vodila čisto po nekih mogoče praktičnih razlogih sprva, ker je tam študirala že moja sestra in sicer pravo in je bila tam zelo zadovoljna, dobro se je tam počutila, rekla, kak je super mesto, in potem smo se nekako pogovarjali, da bi bilo mogoče fajn, da pridem često v Maribor, pa da bova skupaj v stanovanju, tako da sem potem Maribor psihologijo na prvo mesto opisala bolj iz praktičnih razlogov. Ampak se je potem izkazalo to kot po moje eno mojih boljših odločitev v življenju, ker sem v študiju tam res uživala. Moram reči, da že samo to, da je bil naš oddelek ali pa letnik, kako bi rekla, v Mariboru recimo manjši primerjavi z Ljubljano, nas je bilo manj kot 30, kar je pomenilo, da smo se študenti med sabo zelo dobro poznali. Zelo dobro so nas poznali tudi profesorji, asistenti, kar je omogočilo en tak čist drugačen oseben pristop. In če nas je kaj zanimalo, smo se lahko povezali s profesorji, so nam ponudili možnost nekega raziskovanja, sodelovanja in moram reči, da sem tako rada hodila na faks, da ne vem, če bi lahko na prste ene roke preštela, kolikrat sem manjkala na predavanjih ali pa vajah. Tako da meni je bilo tam super. In ta študijski del, in tudi potem obštudijsko življenje. Se mi zdi, da je res super bila ta moja. Drugačemo kot v Ljubljani, definitivno. Zdaj trenutno delaš pa v Ljubljani na pediatrični kliniki oziroma na oddelku za kritično bolne novorojenčke ter na centru za redke bolezni. Kako nekdo do te službe sploh pride? Kako si ti prišla do te službe? Ja, jaz lahko opišem nekako mojo pot, ki je bila spet mogoče en preplet srečnih naključij. Naš študij ima v drugem letniku magisterija kar dosti ur prakse. In jaz en del te prakse sem opravila v pedagoškem okolju, se pravi, sem šla v šole, en del je bil raziskovalna praksa, en del je bil kadrovska praksa, en velik del pa sem se odločila, da bi želela opraviti tudi v kliničnem okolju. In takrat sem potem v sklopu tega pisala tudi na UKC in dobila možnost opravljanja 3-mesečnega pripravništva na interni kliniki UKC-ja. Ob tem, ko sem delala tam, pa se veš, življenje v Ljubljani je kar drago, tako da sem si takrat poiskala še eno študentsko delo za zraven in to študentsko delo je bilo na pediatrični kliniki, kjer sem v bistvu začela delati kot študentka na sprejemni urgentni ambulanti. In v tem delu sem tudi ful uživala, Se mi zdi, da mi je bilo zelo zanimivo videti tam recimo s kakšnimi stiskami se soočajo in otroci, mladostniki in njihovi starši. Poleg tega pa sem se na sami pediatrični kliniki že kot študentka zelo dobro počutila. Dobro sem bila sprejeta, videla sem, to me zanima in to je okolje, kjer bi se želela tudi kasneje zaposliti. Tako da sem to delo kar nekaj časa opravljala, potem pa se je pojavila priložnost, da tam nadaljujem s pripravništvom, ki je v bistvu izgleda tako, da pol leta krožiš po različnih
klinikah oziroma oddelkih. In pri meni je to izgledalo tako, da sem recimo en del odkrožila na oddelku otroške in mladostniške psihiatrije, potem na gastroenterološkem oddelku, nekaj pa tudi z odraslimi na nevrološki kliniki in pa na kirurški kliniki. Tako da potem, ko je bilo to za menoj, sem nekako videla, da je pediatrična res to okolje, kjer se nekako najbolj vidim. In spet so se zvezde pravilno poklopile, kako bi rekla, da malo po pripravništvu, so na pediatrični iskali psihologa na oddelku za neonatologijo, kot sem rekla, pa na centru za redke bolezni. Tako da to je bila neka taka moja pot. Torej se je v bistvu vse izteklo točno tako, kar je bilo menjeno. Kako pa trenutno izgleda recimo tvoj delovni dan? Vem, da si še študentka doktorskega študija ob delu, tako da verjetno je kar težko balansirati oboje, vse skupaj. Ja, mogoče bi za začetek povedala malo več o vsakem izmed oddelkov, kjer delam, ker bom pol tudi lažje pojasnila, kako ta moj dan dinamično poteka. Pol sem zaposlena na kliničnem oddelku za neonatologijo, torej to je oddelek za intenzivno skrbno kritično bolnih novorojenčkov. Se pravi, k nam iz porodnišnic po celi Sloveniji pošljajo tiste novorojenčke, ki so res najtežje bolni, rabijo intenzivno skrbo ali pa reko dodatno diagnostiko. Zdaj, moja vloga kot psihologinja na tem oddelku je v prvi vrsti ta, da ko je k nam sprejet otrok, vemo, da je to za starše izjemno težka preizkušnja, tako da skušam se vključiti in iti do vsakih staršev, preveriti, kako se oni držijo v tem obdobju, ker vemo, da če starši niso v dobri koži, seveda tudi za otroka ne more biti dobro poskrbljeno in da to vse skupaj zelo prepleteno. Tako da moj del je tukaj ta predvsem razbremenila, da jim stojimo ob strani, nudimo oporo v teh težkih trenutkih. Potem drugi del dela je pa ta, da potem, ko so te otroci od našega oddelka odpuščeni, da kasneje povabim v ambulanto in spremljam njihov razvoj, da se prepozna, da imajo zaradi teh svojih bolezni mogoče kakšne posebne težave, kjer jih je treba hitro podpreti, ali so na katerih področjih zelo dobri, pa jih tudi trebamo dodatno podpreti. In to je en tak del, ki ga upravljamo v okviru tega oddelka. Potem sem pa tudi psihologinja centra za redke bolezni, ki je prav tako na pediatrični kliniki. Tukaj gre pa torej za diagnozo bolezni, ki je opredeljena kot redka, se pravi, jih ima do 5 posameznikov na 10.000 prebivalcev. Tako je po definiciji, se pravi, gre za take zelo redke bolezni, kjer pa je tudi za starše izjemno težko. Pogosto nimamo nekih jasnih načinov zdravljenja, zelo velike neke negotovosti, sploh na poti do te diagnoze. Tako da sem vključena že v ta proces, mogoče že pred diagnozo in tudi potem ob postavitvi diagnoze stojim od strani tako staršem, pa tudi otrokom in mladostnikom, ki so pa tukaj od najzgodnejšega obdobja, od novorojenčka pa do 18. leta. Tako da tudi podobno potem njihova ambulanto spremljam njihov razvoj. Tako nekako izgleda moje delo. Vprašala si me pa, kako izgleda moj tipičen dan. Torej, zelo dinamično, kot je mogoče že iz tega opisa bilo za razbrati. Ponovadi zjutraj, ko pridem v službo, najprej, če imam srečo, imam ene pol ure časa, da pogledam, kaj me tisti dan čaka, imam ambulante, pogledam, če je kak nov sprejem bil na našem oddelku. Potem imamo vsak dan na našem oddelku tudi sedečo vizito, kjer se dobimo člani celotnega tima in gremo čez čisto vsakega otroka, ki je na našem oddelku, se pravi za neonatologijo, pa naredimo en tak plan za naprej, kaj se bo s tem otrokom dogajalo danes ali do konca tedna. In tukaj tudi ponavadi jaz vem, a je potrebno, da se pri kateri družini še posebej vključim, pa tudi jaz recimo podam kako povratno informacijo, recimo ta družina potrebuje več informacij ali pa kakorkoli, da se tukaj vsi nekako uskladimo. Potem, ko je ta vizita zaključena, ponavadi, če imam ambulante, grem v ambulante, drugače pa pridejo klici iz vseh vetrov, iz vidika centra za redke bolezni, da se mogoče glasim do kakih starših, ko so na novo zvedeli za diagnozo in tako naprej. Tako da ni en dan enak drugemu, 8 ur pred mine in to mi je tudi v bistvu pri meni zelo všeč. Torej, ti je všeč ta dinamika in hitrost mogoče vsega skupaj. Kaj ti je pa najljubše pri tvojega dela? Ja, moram reči, da mi ta dinamika paše, sicer
kak dan malo manj, no, ko se vsega namere veliko, ampak se mi zdi dobro to, da ti 8 ur hitro gre mimo, a ne, ni da bi trpel pa odšteval ure do konca. Najljubše pri mojem delu pa moram reči, da je v bistvu že samo delo, samo po sebi zelo nagrajujoče, ne, ko vidiš, da lahko nekomu pomagaš v stiski ali pa vsaj en majčken delež te bolečine pomagaš razbremeniti, se mi zdi, da že vsak dan, no, znova me to tudi na nek način fila, kako bi rekla. Čisto največ mi je pa to, ko pol te otroci, da so recimo odpuščeni od nas, pa imajo še kako kontrolo, pa me poiščejo, pa se pridejo pokazati, pa vidim, da jim gre dobro, in se mi zdi, da to je pa sploh neka potrditev, da tudi kot oddelek, tudi jaz kot psihologinja, da delamo dobro. To je zelo lepo, da slišim. Zdaj, že med študijem, če napam podatke, si pa izvajala tudi delavnice na temo duševnega zdravja za mladostnike oziroma ali za otroke in mladostnike tudi. Kak je bilo tam? Oziroma, kak je bil mogoč odziv teh mladostnikov? So imeli neko zavedanje o duševnem zdravju ali so to bolj ignorirali? Kako izkušnje si imela? V bistvu sem imela zelo fajn izkušnjo. Prek študija, oziroma društva študentov psihologije, ki smo ga imeli v Mariboru, smo torej imeli možnost sodelovati pri različnih obštudijskih skupinah in v okviru tega sem bila kar dosti aktivna že od prvega letnika. In smo predavali in za otroke, za mladostnike, tudi za širšo javnost. In moja izkušnja je bila, se mi zdi, iz leta v leto je bilo več neke pismenosti strani mladih na tem področju in pa več zanimanja za to. In sem imela res same dobre izkušnje. Tako veliko jih je zanimalo, veliko so že vedeli, veliko smo se pogovarjali o tem, kaj duševne motnje sploh so. Se mi zdi, da pri mladih velikokrat je tudi mogoče to neko zmotno prepričanje, da jaz moram biti cel čas, ves čas popolnoma ok in super in potem sem duševno zdrava. In velikokrat pride do prepričanja, da ok, sem pa zdaj žalosten, pa jezen, in to pa je že duševna motnja. Se mi zdi na tem področju, da moramo še ful delati, da so vsi te občutki čist normalni in da vsi smo kdaj žalostni, jezni in da je to čist zdravo in da imajo svojo funkcijo. Tako da to je bilo mogoče tisto področje, kjer se mi je pa zdelo, da še rabijo posebej podporo. Zdaj, v luči tega, kar si povedala, sem izbrskala tudi nekaj podatkov. Podatki raziskave za zdravje povezano vedenje v šolskem obdobju izpred 3 let kaže, da je bila COVID za mladostnike kar nek pomemben mejnik, oziroma da se je po COVIDu zvišal odstotek mladostnikov s povišeno verjetnostjo depresije na kar okrog 30% in da v bistvu te občutke osamljenosti izkusi vsak 6. mladostnik, kar sem pa kar presenečena in da to še narašča. Še posebej zaskrbljujoče pa je, da več kot tretjina mladostnikov poroča torej o rednem doživljanju vsaj 2 psihosomatskih simptomov, torej razdražljivost, pa tudi to, kar si je pisala, žalost, anksioznost. Veliko se omenja recimo anksioznosti sploh. Kako bi ti mogoče opisala duševno zdravje mladih v Sloveniji danes oziroma mogoče v teh pokoronskih letih? Ja, te statistike so zaskrbljujoče, in iz leta v leto vidimo, da te deleži tudi naraščajo, kar sprva naredi en tak občutek panike, kaj se dogaja. In mislim, da je tukaj zelo pomembno kritično pogledati na celotno zadevo in vse te številke umestiti tudi v nek kontekst. Moramo vedeti, da tako, kot sva se prej pogovarjali, mladi so čedalje bolj pismeni na tem področju, vejo, kaj pomeni žalost, znajo to izraziti, ubesediti, opisati in tudi odrasli na drugi strani znamo to bolj prepoznati, kot smo mogoče pred nekaj leti. In če znamo to prepoznati, se prej poišče pomoč, se prej mogoče določenim, ki res dosegajo neke diagnostične kriterije, tudi pripiše diagnoza, se prej pri tistih, ki je to potrebno, tudi uvede zdravila, to vodi tudi do tega, da je pač statistično tega več. Kar ne pomeni, da tega prej ni bilo, ampak več je prepoznanega, več je tudi strokovnjakov, sploh za to resolucijo o programu duševnega zdravja, ki je bila uvedena sredi 2018, če se ne motim, se je izobrazilo, zaposlilo veliko več psihologov, kliničnih psihologov, psihiatrov, pedopsihiatrov, ki te otroke zdaj lahko obravnavamo in jih ustrezno vodimo. Tako da del te statistike je zagotovo tudi zato, ker se več o tem govori, več se prepozna in več se obravnava.
Zdaj ne pravim, da je situacija rožnata in krasna, ampak je vedno potrebno te podatke malo s previdnostjo interpretirati. Zdaj, kar se tiče pa tega COVID obdobja, je bilo pa tudi o tem že veliko govora, da je bilo to kar eno tako kritično obdobje tudi za mlade, in če si predstavljamo, da smo vsi rojeni z neko predispozicijo, nekateri že genetsko smo bolj recimo ogroženi za razvoj depresije, tesnobe, potem k tem pridodajo tudi neke zgodne izkušnje in kasneje tudi potem stresni dejavniki iz okolja. Če si to predstavljamo kot neko tako snežno kepo na vrhu hriba, je lahko bil ravno COVID tisti, ki je potem to kepo porinil navzdol, in potem se hitro nacepijo zahteve v šoli, pa socialna mrežja, pa primerjave z drugimi, ki to kepo potem še poganjajo naprej, če nimamo enih takih dobrih varovalnih dejavnikov, ki to vse skupaj zaustavijo. Tako da mislim, da je COVID pri velikih bil ravno ta sprožilec, ki je mogoče bila kaplja čez rob, kar pa ne pomeni, da prej stisk ni bilo. Pa bi rekla, da med mladimi še vedno obstaja nek tabu, obisk psihologa ali pa psihiatra, to je neka slaba stvar, ali da je mogoče se stvari spreminjajo, kako bi ti rekla? Ja, ravno s tem, da je neka normalizacija postala tudi govora o duševnih motnjah, duševnih stiskah, da je izobraženost na tem področju veliko višja, mislim, da se tudi s tem stigma zmanjšuje. Zdaj, sigurno nekje je še prisotna. Moram reči, da po mojih izkušnjah iz teh delavnic, nekaj sem jih opravljala, sem bila vedno pozitivno presenečena. Nisem nikjer dobila občutka, da bi bilo to zelo zakoreninjeno med mladimi ali pa da bi imel kdo mogoče kdaj kak zasmehovalen ali pa odklonilen odnos do tega. Ampak se mi zdi, da seveda v Sloveniji se mi zdi to sploh med starejšimi generacijami mogoče ali pa kakšna bolj odmaknjena območja, da je stigma še vedno prisotna, pa tudi recimo na oddelku včasih se zgodi, da ko pridem so nekaj, potrudim se iti do vseh staršev, da včasih je reakcija, ojoj, psihologa so poslali, z otrokom mora biti pa res nekaj zelo narobe, da je psiholog prišel. Se pravi, to prepričanje, da se psihologi vključimo samo takrat, ko je situacija obupna, in takrat, ko si človek ne zna pomagati sam, v resnici pa veliko našega dela tudi preventivnega. In se mi zdi, da se znanje ali pa vedenje o tem, kaj delamo, izboljšuje, je pa tu pa tam še vedno prisoten kakšen predsobnik. Kaj pa recimo, če se dotično dotaknemo, kje so recimo najpogostejše stiske, s katerimi se danes srečujejo mladi? Zdaj v medijih je veliko govora o anksioznosti, paničnih napadih, depresiji. So to realne stiske ali so mogoče katere druge? Ja, jaz bi rekla, da to kar drži. Tudi nekako raziskave ugotavljajo, da je med mladimi najpogosteje kakšna tesnoba, depresija, v adolescenci tudi so zelo pogoste kakšne možne hranjenja. Bi pa tukaj opozorila tudi na to, da se lahko zadeva malo razlikuje med fanti in pa med dekleti. Predvsem so kakšna anksioznost, depresija, diagnoze, ki jih pri dekletih prej nekako postavimo, kar pa ne pomeni, recimo, da se pri fantih ne pojavljajo. Pri fantih recimo so pa pogostejše kakšne diagnoze, kot so jeza, agresija, ker se pri njih kakšne duševne stiske več kažejo na drugačen način. Zdaj, jaz sem si zamislila manj pogovor, da bi šla mogoče čez različne dejavnike, kateri vplivajo na duševno zdravje mladih, in začela bi mogoče z šolo in šolskim sistemom. Kakšno vlogo ima pri vsem tem šola? Zdaj, prebrala sem, da ima šola velikrat dvojno vlogo. Torej, po eni strani je več stresa, nek stresor, po drugi strani pa bi ravno šola morala oziroma tudi rešuje marsikatero stisko. Kaj pa ti na to sploh gledaš? Ja, tako kot si rekla, ima neko dvojno vlogo in gre lahko v kjerokoli smer. Vemo, da otroci in mladostniki večji del v bistvu dneva preživijo v šoli, in je zelo pomembno, kaj se tam dogaja. Čist od malega je ta primarna neka referenčna skupina družina, z vstopom že v vrtec, potem v šolo se pa to premakne na vrstnike, pa na dogajanje tam. In zato je zelo pomembno, na kakšen način stvari potekajo v takem okolju. In po eni strani je lahko šola z zahtevami,
glede ocen, ali pa recimo, če vlada neka slaba klima ali pa kakšno medvrstniško nasilje, ne, lahko to en zelo velik dejavnik tveganja. Po drugi strani pa velikokrat vidimo, da pa recimo kakšne stiske pa ravno v šoli prepozna, kak učitelj ali pa svetovalna delavka, ali pa je mogoče šola tisti prostor, ki se otrok počuti varnega in sprejetega. Tako da gre lahko res v katerokoli smer. In se mi zdi zelo pomembno, no, tudi, da se učitelji mogoče tega zavedajo. Vem, da obstaja zelo veliko krasnih učiteljev, ki imajo to že zelo zaveščeno, in da pač tudi oni nekako nudijo nek varen prostor učencem, kjer se lahko pogovarjajo tudi o občutkih, tudi če morajo na ta račun razkirati kakšno uro, ne, od predmeta, in pa da je pomembno, da dajo vedeti, da se lahko na njih obrnejo, da so na voljo. No, se mi zdi, da to lahko veliko razliko naredi v življenju enega otroka ali pa mladostnika, sploh če nima mogoče dovolj podpore v domačem okolju. Zdaj nekaj si še povedala, ampak imaš kakšne konkretne recimo ideje, kako bi lahko šola postala bolj varno pa bolj spodbudno okolje za učence, sploh tiste, ki imajo neke določene stiske? Ja, predvsem mogoče, šola ima to vzgojno-izobraževalno funkcijo. Se pravi, da na nek način pomaga tudi vzgajati mladostnike, otroke, poudarja neke vrednote, kako biti dober drug do drugega, ne, ustvarja neko tako pozitivno klimo z pač ničelno toleranco do medvrstniškega nasilja, kar vem, da je včasih težko. Učitelji so že tako zelo obremenjeni, in seveda se ne pričakuje, da bojo zdaj oni še psihologi ali pa psihoterapevti svojim učencem, ampak že samo to, ko sem rekla, da ustvarjajo nek tak varen prostor in dajo vedeti, da jim je mar za učenca, onkraj ocen in ocenjevanj, in da se pogovarjajo tudi po teh stvareh in da tudi mogoče, če jim otrok pa mladostnik ne bo direktno povedal, da se nekaj dogaja, da opazijo mogoče ali spremembo v vedenju ali v čustvovanju in takrat pristopijo pa rečejo, vidim, da nisi v redu, tukaj se, če me rabiš, in že to lahko marsikomu zelo, zelo spremeni. Zdaj, ko sem se na to epizodo pripravljala, sem za pomoč prosila tudi mojo prijateljico, ki je učiteljica v osnovni šoli in ki v bistvu je mogoče ena od teh, ki si ti opisala, čeprav je velikokrat preobremenjena že s svojim trenutnim delom oziroma s samim izobraževalnim delom, se vseeno trudi za ta vzgojni del. Rekla mi je, da moram reči seveda še kaj o odnosih s sošolci, vrstniki, kako pomembni so neki dobri odnosi med vrstniki v adolescenci. Izjemno pomembni, Kot sem rekla, v teh najzgodnejših obdobjih je naša primarna referenčna skupina naša družina. Potem že od vstopa v vrtec se bo čas začne, sploh pa v osnovni šoli in z nastopom adolescence sploh, pa postane tista referenčna skupina res vrstniki in so nam v tistem obdobju življenja najpomembnejši. So nam kot nekakšno ogledalo, v skladu s katerim potem mi izgrajujemo svojo osebnost, to, kar smo, in če mi dobimo neko pozitivno povratno informacijo, bomo tudi drugače gledali nas in na druge, kot pa recimo, če nenehno dobivamo sporočila, da nismo okej, da nismo dovolj dobri, to seveda vpliva tudi na naše duševno zdravje. In ni naključje, da recimo, če se ti spomniš, ali pa jaz, osnovne ali pa srednje šole, zelo dobro se bomo spomnili mogoče enega odnosa, ki nas je zaznamoval tako na dober način in tudi mogoče kakega odnosa, ki nas je zelo prizadel. In tega se ponovadi spomnimo pol še dolg potem, ko so mogoče šolske snovi pa zvezki že pozabljeni. In to je zelo pomembno in tukaj tudi, učitelji lahko prispevajo k temu, da spodbujajo veliko pozitivno klimo, seveda pa niso vse mogočni, in je potrebno tudi sodelovanje učencev na drugi strani. Ja, zdaj glede tega medvrstniškega pritiska, ko si ga že tudi omenila, sploh, ne vem, se mi zdi zadnji čase v medijih se in fizično in psihično nasilje pač je prisotno, je izpostavljeno. Kako je s tem? Se tebi zdi, da se to dogaja bolj na spletu tudi ali v šoli se tam stanje poslabšuje ali ne? Ja, to je en velik problem, po mojem mnenju današnjega časa. Medvrstniško nasilje je že vedno bilo, ampak včasih je bilo vsaj omejeno na to mogoče šolsko okolje, kjer se je par posameznikov spravilo na enega posameznika, pa če je ta posameznik srečo, je prišel kak učitelj njim ali pa kak drug učenec,
pa ga je nekako zaščitil. Zdaj pa to medvrstniško nasilje iz šolskega okolja preselili v žep, v pojslo, pod odejo, in se v bistvu nikoli ne neha. In tisto obliko nasilja je pa še toliko težje prepoznati, ker tam pa lahko stvari ostanejo skrite v nekem četu in tudi zato, veliko, kot si prej rekla, tudi porasta nekega občutka osamljenosti ali pa stisk, ker je težje prepoznati in velikokrat posamezniki pol tiho s tem ne trpijo. Zdaj, dotaknili smo se spleta in mogoče nasilje, ki je tudi težko obvladljivo. Družbena omrežja. Družbena omrežja tudi indirektno ustvarjajo neke nerealne standarde uspeha, lepote, že za zelo mlade ljudi. Kak vpliv imajo družbena omrežja mogoče na samo podobo in tudi na duševno zdravje imajo? Ja, na tem področju je bilo narejeno že malo morje raziskav, ki so vse nekako konsistentno kazale, da prekomerna uporaba ali pa mogoče nekritična uporaba socialnih omrežij seveda negativno deluje na duševno zdravje, na samo podobo otrok in mladostnikov, pa tudi nas, odraslih v resnici. In v tem tednu sem brala eno raziskavo, ki je ugotavljala, da posamezniki, ki so bili prej v povprečju 3 ure na dan na socialnih omrežjih, že če so samo za pol znižali ta čas, se je v 3 tednih to poznalo na njihovi samozavesti. So bili bolj samozavestni, boljše so se počutili. Tako da že preko tega vidimo, kako res na vsakodnevni ravni to lahko vpliva na naše počutje. Bi pa tudi pri tem mogoče rekla še to, da velikokrat res o telefonih, računalnikih zelo črno-belo govorimo. To je vse zelo slabo, ne smejo tega otroci imeti do ne vem katerega leta, kar seveda bi bilo mogoče idealno, ni pa to realno. In bolj kot to, da mogoče otrokom ali pa mladostnikom v celoti prepovedujemo to rabo, bi bilo fajn, da bi recimo starši, pa tudi v šoli, bi raje učili varne rate. Ker slej ko prej, tudi če mi nekomu prepovemo, mogoče bo še bolj zanimivo, pa to poiskal preko nekega drugega telefona, drugega računalnika in nam o tem še ne bo zaupal. Veliko boljše je, če se starši v bistvu učijo varne rabe skupaj z otrokom, da povejo, ne vem, to pa to je v redu, se pravi, tudi če si narediš socialno mreže ob neki normalni starosti, seveda, ne govorim za ta najzgodnejša obdobja, ampak koga lahko sprejmeš pod prijatelja, s kom se pogovarjate, predvsem pa, da ozavestijo to, da ne delaj drugim tega na spletu, kar ne bi tudi želel, da se tebi zgodi, in pač neke kritične uporabe. Hkrati pa mogoče tudi to, da velikokrat odrasli služimo tudi kot nek model. In če mi cel čas pred otrokom visimo na telefonu ali pa na socialnih omrežjih, je seveda, da bo on tudi hotel. Tako da je velikokrat treba pri tem začeti tudi pri sebi in se pol skupaj učiti nekaj bolj vajin. Torej, meniš, da lahko mladim in otrokom pomagamo razviti bolj kritičen odnos kot nek model, kot neko letalo, bolj starši, bolj družina, ali tudi recimo lahko to delajo v šoli, ne vem, neke delavnice ali pa ne vem, tečaj varne rabe interneta. Se vem, da to že je, sam ne vem pa, koliko je to, kako bi to rekla, up to date, pač ne, koliko je to s časom spremenjeno. Ja, jaz mislim, da definitivno na vseh področjih bi bilo fajn več se pogovarjati o tem, več ozaveščati o tem. Jaz tudi prav na tem področju, nisem strokovnjakinja, tako da če pri svojem delu kdaj vidim, da bi lahko bilo to pri kakšnem otroku, mladostniku težava, ker usmerim na Logout, spletna stran, je eno društvo, ki se prav s tem ukvarja, in da nudijo in individualne posvete za recimo družine, kjer je to v ospredju, vem, da je tudi center Šteker. Mislim, da imajo tudi odvisnosti od računalniških iger in tako. Veliko je enih takih že delujočih programov, ki so zelo dobri, ki jih lahko uporablja ali individualna družina, če se mogoče sama ne znajde v tem svetu, ali pa tudi v šolah, sigurno, jaz verjamem, da se kaj takega tudi še izvaja. Kako pomembno pa je, da dejansko mladi najdejo neko veselje pa nek smisel izven digitalnega sveta, ker tako si rekla, pač vedno več tega je, vedno telefon je v žepu pod odejo in pod povsod. Kaj pa realni svet? Se ga pozablja?
Ja, definitivno se mi zdi zelo pomembno, no, da bi vsak izmed nas, ne, otroci, mladostnik, pa tudi odrasli, da imamo po recimo šoli ali pa službi vsaj eno tako aktivnost, ki je čist naša in ni vezana na splet, ne, da tudi tam gradimo neko samozavest, se povezujemo z drugimi. Sploh za otroke pa mladostnike je to zelo pomembno, ker želimo zdaj v takem nekem hitrem svetu, da veliko izmed njih niti nima časa ob vseh teh dražljajih iz okolja, da bi mogoče sploh raziskali svoje talente, jih našli, ali pa našli nekaj, v čemer res uživajo, ali pa so dobri. Tako da včasih moramo tudi kot starši jim pač to priložnost ponuditi. Tako da se mi zdi to izjemno pomembno. Poleg tega tudi so raziskave pokazale, da kljub temu, da na socialnih omrežjih je sicer nek ta občutek povezanosti, je pa lažen, ne? In nikom ne bo povezava preko spleta bila enakovredno kvalitetna tej, ki jo uživajo. Se mi zdi, da to je tudi ena taka stvar, ki jo posredno take obšolske aktivnosti spodbudijo, ne? Ker so otroci tam na kupu, se družijo v živo in tega je itak demo tam Ja, da se strinjam. Zdaj, veliko je bilo že vmes govora o starših, o družini, to je naslednji velik dejavnik, ki bi se ga rada dotaknila. Kak vpliv, kakšno vlogo ima družina na duševno zdravje mladostnika in kakšna ne bi bila njena vloga? Ja, družina ima zelo pomembno vlogo, ne? Tudi sem že rekla parkrat, da je tista prva skupina, znotraj katere pač otrok odrašča, ne? In da nas tudi družina uči, a so čustva nekaj, v čemer se je v redu pogovarjati, da je to nekaj, kar bomo odlačili, pa nikoli govorili o tem. Uči nas tudi, kako določene stiske razrešujemo, tako da se steremo na drugega, tako da se pač pogovorimo, to so vse neki vzorci, ki jih mi prevzamemo od družine. Tako da vloga je definitivno zelo pomembna. Tudi recimo, zdaj sem bila 2 dni na enem izobraževanju, sicer vezano na opazovanje vedenja kritično bolnih novorojenčkov, ampak smo govorili tudi o razvoju možganov. In mi je bilo zelo zanimivo to, da obstajajo raziskave, kjer so naredili posnetke možganov otrok, ki so bili v prvih teh obdobjih, recimo do 3. leta, zanemarjeni, se pravi, so bili v kakšni sirotišnici, napram otrokom, ki so odraščali v neki zdravi, ljubeči družini. In so ugotovili, da dejansko volumen možganov teh otrok, ki so bili zanemarjeni, je bil drugačen, bil spremenjen in deli možganov, ki so bili zadolženi za recimo empatijo, za odnose, za povezovanje, ljubezen, so bili dejansko skrčeni in so se bolj razvijali pač drugi deli, ki so jih oni potrebovali takrat za preživetje. Tako da čist iz že tega osnovnega nevrološkega, biološkega vidika je družina zelo pomembna. Seveda pol tekom življenja pa še toliko bolj nas skozi spremlja in nas v bistvu uči, kako reševati probleme in vse naprej. Ja, kje pa misliš, da najpogosteje prihaja do neke slabe komunikacije med starši pa otroki? So to, neka pričakovanja o ocenah, o prihodnosti ali to kaj drugega? Ja, jaz mislim, da velikrat, vsaj velika večina staršev se res zelo trudi, in tudi recimo ambulanti vidimo, da so to pač krasni starši, ki se trudijo po svojih najboljših močeh in mislim, da je največkrat težava ne to, da se ne bi hoteli pogovarjati, pa da jih ne bi zanima, ampak da pač z otroki ali pa mladostniki govorijo drug jezik, da se poslušajo, ampak da se ne slišijo dejansko. Recimo, ko otrok pride z neko težavo, ki se nam kot odrasli mogoče zdi totalno banalna in brezvezna in pa hitro rečejo, pa kaj je to, veš, kaj sem že jaz se dal čez, to ni nič. In s tem zelo zaprejo komunikacijo, minimizirajo te stiske in najverjetneje se tako otrok pol naslednjič ne bo več vrnil k tem staršu, ker vidi, da itak nima smisla. Ali pa zelo velikrat vsi to delamo. Ko nekdo pride k nam v stiski, imamo neko tako potrebo, da začnemo hitro servirati neke hitre rešitve ali pa nasvete. To se je zgodilo, pa da je to probi, pa to. Ampak v resnici to tudi velikrat zapre komunikacijo, ker spet damo tak občutek, da ne vidimo, da je to pa tej osebi res težka situacija ali pa mogoče začnemo ponujati rešitve še preden dejansko razumemo vso kompleksnost tega. In se mi zdi, da se to tudi v družinah veliko krat dogaja. In predvsem bi rekla več poslušati,
kakor pa samo mogoče na prvo žogo dajati neke rešitve in pa predvsem to, da tudi mogoče starši skupaj z otrokom iščejo rešitev, ne da kar na prvo žogo naredi to in to, ampak da v takih situacijah jih tudi učijo nekih veščin za življenje, se pravi, kaj pa misliš, če bi to naredil v tej situaciji, kako bi bilo? Se pravi, da bolj z nekimi vprašanji vodijo debato in s tem se otrok nauči, da zmore situacijo obvladati sam in nauči se pač nekih veščin reševanja problemov, ki jih bo lahko tudi kasneje v življenju uporabil, ker ne bo vedno nekdo, ki bi nam serviral na svet in rešil svega. Pa predvsem mogoče to, da se lahko odpre komu, ker tako si rekla, velikokrat je to, dobimo nek slab odgovor od nekoga ali pa slabo reakcijo, bom se zdaj zabrl, ne bom o tem govoril, Po mojem, da je tudi to veliki del treba. Ja. Zdaj, ko govorimo o mladih oziroma o mladostnikih, gre to vse do obdobja 29 let. Tam spadamo tudi študenti, ki v nasprotju z osnovno pa srednjo šolo nimamo organizirane moči na faksih. Zdaj študenti, pa tudi mogoče mladi zaposleni, se soočajo z svojevrstnimi skrbi, kot so iskanje zaposlitve, stanovanjska problematika, krediti, neko prekarno delo. Misliš, da imajo študenti dovolj podpore ali da bi se lahko tudi na tem še kaj več naredilo? Ja, te stiske so mi zelo poznane, tudi jaz padem ravno v to starostno skupino in je res težko obdobje. Tako kot smo rekli prej v osnovni, srednji šoli, tudi na faksu, imaš učitelja, imaš profesorja, ki te mogoče opazi, pa te usmeri mogoče na kak vir pomoči in potem enkrat, ko si polnoleten, pa si pač malo bolj prepuščen sam sebi, oziroma imaš veliko več ene odgovornosti sam za lastno duševno zdravje in ob tem, da skušamo tudi mi ustreči nekim prepričanjem, ki mogoče niti niso realna, da bi mogli s prvo službo imeti že hišo, avto, družino, se mi zdi, da vsi pademo na te fore, ki pa so lahko zelo obremenjujoče in takrat nam mogoče zmanjka tudi informacij o tem, kam se pa lahko takrat obrnemo. Jaz mogoče, ko delam o tem, vidim, da je itak virov pomoči ful veliko, ampak verjamem pa, da nekdo, ki ni toliko s tem seznanjem, je lahko pa kar v stiski, kam se točno obrniti. Tako da, če se vrnem še na obdobje čisto študentskega življenja, ne vem, kako je Ljubljani, mislim, da imajo tudi ljubljanski študenti psihologije na podoben način. Mi smo imeli eno tako svetovalnico, ki se je reklo Pogovori s študentom psihologije, kjer smo že študenti psihologije v bistvu nudili podporo drugim študentom ali pa lahko tudi odrasli. Obstaja pa še tudi dosti drugih virov pomoči. Recimo, ravno s to resolucijo o programu o nacionalnem programu duševnega zdravja se je odprlo veliko centrov za duševno zdravje odraslih, kot otrokom in mladostnikom, tako da se te neki mreža virov pomoči širi in obstaja potem tudi posvet, ki nudijo psihološka svetovanja, recimo Klic v duševni stiski, Samarijan, z otroki in mladostnike tudi Tom telefon. Tako da je veliko nekih virov, je pa res, da je pač s polnoletnostjo nekako še toliko bolj odgovornost na nas, prvo, da si stisko priznamo, in da takrat se usmerimo na neke vire pomoči. Zdaj so to tudi prijatelji ali pa družina ali pa kdorkoli v našem okolju, mi to nujno se je psiholog ali pa psihiatra, kadar pa je stiska večja, pa seveda. Torej, obstaja pomoč, je veliko virov pomoči, tako si rekla, mogoče na posamezniku je, da to poišče, neko sam da reče, zdaj pa nimam, svetovalne delavke, kjer sem lahko šel, zdaj pa nimam nič, v bistvu je to. Ja, točno to. Mogoče bi na tej točki omenila še spletno stran Mira, kjer imajo prav po regijah, lahko napišete, Krško, Retva, prav vrže vire pomoči, strokovne vire pomoči v tem območju. Tako da so, sam privah imaš, zanimivo. Zdaj, recimo, da smo obdelali te neke večje dejavnike, kje pa misliš, da mladim največ zmanjka podpore? Je to v družini, tako smo že omenili, je to v šoli, je to pri vrstnikih ali je to čisto nekaj druge? Ja, tukaj nekega enoznačnega odgovora ni. Ponavadi je v vsakem posamezniku ali preplet vseh
dejavnikov, ki so se nakupčka skupaj ali pa tudi kak posamezen. Najbolj pomembno se mi zdi, da vsaj na enem od teh področji pa ima neko varno, zaupno osebo, s katero se lahko pogovarja o svojih stiskah in o svojih doživljanjih, in že to je včasih lahko dovolj močen varovalni dejavnik, ki prepreči potem nadaljnji razvoj neke stiske. Torej, da imaš nekoga, kjeremu se lahko zaupaš. Zdaj bi šla na nek praktičen del oziroma na neke nasvete. Verjamem, da marsikdo, ko to posluša, se sooča z nekimi stiskami. Kaj bi recimo rekla nekomu mlademu, ki posluša zdaj ta pogovor, pa se mogoče počuti izgubljeno ali pa ujeto v svoje slabe misli. Kar bi ti rekla, da je mogoče nek prvi korak kot izhod v stiski? Je to, da se zaupaš nekomu, kar pa da si sam mogoče priznaš? Ja, jaz bi rekla ravno to, da prvi korak je to, da si pač priznaš, nisem okej, situacija pač pretežka, v tem trenutku si ne zmorem sam pomagati, to, da si priznaš in da potem pomisliš, na koga bi se lahko obrnil. Lahko je to prijatelj, lahko je to družina, lahko je to mogoče oseba, ki si jo srečal enkrat v življenju, pa imaš občutek, da bi se pa res lahko zaupal. Skratka, komorkoli, da zaupamo v stisko, že s tem se včasih veliko stvari razreši, ker se mi zdi, sploh, ko smo v nekem takem obdobju težkem, velikokrat mi temu rečemo, se naredi tak tunelski vid. Vidimo samo problem in nič kaj veliko rešitev. In že to, če z nekom drugim predebatiramo, se lahko stvari odprejo in je po problemu že razrešene. In sploh, če težava ni zelo huda, je čisto okej, če se pogovorimo s prijateljem, z družinom, po kakoli. Kadar pa vidimo, mi sami zase, pa tudi takega prijatelja, da je težava večja in presega naše zmožnosti, takrat pa je zelo pomembno, da se obrnemo na neke strokovnjake, ki smo na tem področju izobraženi, pa da skupaj poiščemo rešitev. Dobro si to zdaj na koncu povezala, ker moje naslednje vprašanje je tudi to, kaj pa, če to zaživlja moj prijatelj, moja prijateljica. Nočem ga zafrkniti, ali pa nočem kar stati, to je mi drežnega kroga, kak pa takrat si pomagati? Ja, to je zelo težko in jaz verjamem, da vsak, ki se znajde v taki situaciji, je tudi sam v stiski, kaj narediti. Zdi se mi en tak dober prvi korak to, da pristopimo do osebe pa rečemo, vidim, da nisi v redu, tukaj sem, če rabiš, če boš pa to tem govoriti, in spet sem ti na voljo. Včasih je že to dovolj, pa se potem oseba odpre, čas rab malo dlje časa. Zdaj, kaj pa bi mi videli, da je oseba v tako hudi stiski, da je mogoče ogrožena, ali pa da vidimo, da je res nekaj, kar presega tudi mogoče en tak naš prijateljski pogovor, takrat pa je nujno, da se vključi neko odraslo osebo, strokovnjaka, ki prav delamo na tem področju, je znamo pomagati, in tudi, če bo mogoče tisti prijatelj na začetku malo žalosten ali pa jezen, vseeno s tistem veliko naredili za njega in mu pomagali, in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Torej, to pretehta nad tem, da mogoče reče, ne navadem povedati, jaz to v moji stiski. Kaj pa mogoče sporočilo za starše ali pa tudi za trenerje, za učitelje, za odrasle, ki so vsakodnevno v stiku z mladostniki, z otroki, kako mi bojo oni bolj pozorni ali pa tudi mogoče bolj prisotni na tem področju? Ja, je kar težko, sploh, ko živimo v tako zelo hitrem svetu, tako da in za učitelje, ki so preobremenjeni, in za starše, ki se trudijo, biti čim bolj prisotni, pa vem, da je včasih tempo tak, da pač ne zmoreš vsega, tudi trenerji verjamem, da zelo podobno, in velikokrat pač razliko naredi že to, kot sem prej omenila, da damo vedeti, da so to tudi vsebine, o katerih se je okej pogovarjati, in da smo tukaj, če nas pač druga oseba rabi, in da tudi mogoče, če vidimo, včasih nam ne bo otrok pa mladostnik direkt povedal nekaj narobe, ampak bomo pa zaznali v spremembi vedenja, čustvovanja, nekaj ni okej. In takrat pač pristopimo, povemo, vidim, nisi v redu, lahko kako pomagam, tukaj sem, in se mi zdi, da je to največ, kar lahko. In seveda, ko vidimo, da podobno, kot sem prej rekla, da težave pač presegajo naše zmožnosti, da takrat usmemo naprej. Mogoče predvsem, da se ustvarja neko varno okolje, da ta posameznik ve, da lahko pristopi, da mogoče ne trezajo. Ja, velikokrat, če preveč agresivno nastopimo, lahko tudi zapremo komunikacijo. Tako da dajmo čas, pomembno je, da damo vedeti
ne, vidim, da nisi v redu, ko boš pripravljena, govoriš z mano, zdaj, da nas pa res skrbi, ne, takrat pa pač ne čakamo, ne, kadar je kako samopoškodovano, samovoljno vedenje, tisto pa je več. Ja. Zdaj, mislim, da si dava dejansko nekaj veliko nasvetov, ki bodo prav prišli marsikomu, ki to posluša. Kaj pa ti? Kako se pa ti sprostiš po nekem napornem delovnem dnevu? Verjamem, da je tudi psihično naporno delo, ki ga izvajaš. Je velikokrat tako, da skrbi neseš domov ali skrbiš, da do tega ne pride? Ja, v bistvu je delo, ki je čustveno, ki je naporno in seveda se včasih tudi zgodijo, na pol še popoldne, pač ne moreš čisto presekati in odklopiti. In v bistvu se o tem tudi zadnje čase čedalje več piše pod izrazom compassion fatigue, se pravi utrujenost od sočutja, dejansko te lahko izčrpa takšno delo, vsi, ki delamo z ljudmi, je to pač specifično delo, ki lahko tudi človeka utrudi, sploh če se še v tvojem življenju kaj takšnega dogaja, in se mi zdi v luči tega zelo pomembno poskrbeti zase. Kot zanimivost tudi na razgovoru za službo je bilo eno vprašanje, kaj pa jaz naredim zase, da se razbremenim, in se mi je tako prokulsko zdelo, da se to poudari tudi že na razgovoru za službo. Torej, kaj jaz delam? Velikokrat se, sploh kadar recimo sem napeta ali pa tesnobna ali pa kaj takšnega, najdem neko sprostitev v športu, tako da zadam slušalke, grem teč in takrat svet ne obstaja, potem ali gre na sprehod s kužkom, na kavo s kakšnimi sodelavkami, skratka take male stvari, ki jih probam vsak dan vsaj eno narediti, ker se mi zdi podobno pri skrbi zase kot recimo pri umivanju zoka. Moraš načrtno vsak dan si to dati v urnik, ker drugače je to prva stvar, skrb zase, ker nam odpade takrat, ko je stvari preveč. Pa ni prav, to je zelo pomembno za naše pač duševno zdravje. Mislim, da si na fajn noti končala. V bistvu prišli smo do konca našega podcasta. Verjamem, da marsikera stvar, ki si jo rekla, so bilo hoče tudi na koncu, sploh ta skrb zase, pa da se dansko malo upočasnimo in da se zaupamo v prijatelja ali na kavi ali kjerkoli. To je zelo pomembno. Teda jaz mislim, da oziroma upam, da bo marsikjer poslušalec veliko odnesel današnjega pogovora, da bi se prav zahvalila, da si danes prišla, da si vzela čas, da si nam postregla tudi z zelo zanimivimi podatki in lep štipal. Ja, hvala tudi tebi za povabilo. Meni je bilo super, tako da se veselim mogoče še kakega sodelovanja vnaprej. Veselim te. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi.